V imenu gostiteljev današnje slovesnosti ob Mednarodnem dnevu invalidov nas bo nagovorila predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, ki jo vljudno vabim na oder. En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovana predsednica Državnega zbora, magistra Urška Klakočar Zupančič, spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob, spoštovana predsednica Sveta za invalide Republike Slovenije in predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, magistra Mateja Toman, spoštovani varuh človekovih pravic, ministrica, poslanke in poslanci, cenjeni predstavniki invalidskih organizacij, spoštovani visoki gostje, dame in gospodje. V imenu predsednice Državnega zbora in predsednika vlade vam izrekam naše skupne čestitke ob Mednarodnem dnevu invalidov. 3. december, Mednarodni dan invalidov, so Združeni narodi z resolucijo Generalne skupščine razglasili leta 1992 zato, da bi spodbudili boljše razumevanje problematike povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v družbo. To je temeljna naloga vsake države in razvite družbe. Invalidi predstavljate 15% svetovne populacije, kar je približno 1,2 milijarde ljudi in kot največja družbena manjšina ne smete biti spregledani. Med prebivalci Slovenije je okoli 12 do 13% invalidov. Moramo slišati vaš glas v vseh jezikih, tudi v znakovnem jeziku gluhoslepih, hvala lepa za tolmačenje, in seveda ne smemo odločati o vas brez vaše aktivne vloge. Torej, nič o invalidih brez invalidov. Mnogi invalidi po svetu nimate enakega dostopa do zdravstvenega varstva, izobraževanja in zaposlitvenih možnosti, niste deležni storitev, ki jih potrebujete in ste velikokrat izključeni iz vsakodnevnih dejavnosti. Pravica do enakovrednega vključevanja v družbo je temelj demokracije in aktivnega državljanstva. In vsaka država lahko svojo veličino pokaže ravno preko odnosa do ranljivih skupin in vsak posameznik s svojim ravnanjem do drugačnih ter vrednotami človekoljublja pokaže odnos do sočloveka. Invalidi ste in boste del naše družbe, tudi vi jo namreč pomagate graditi. Pomembno se je zavedati, da je oseba z invalidnostjo enakopraven in enakovreden člen družbe, ki lahko prav tako bogati politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje naše države. V Sloveniji je bila v zadnjih letih sprejeta vrsta zakonodajnih rešitev za uresničevanje konvencije, od zakona do izenačevanja možnosti invalidov, pa do zakona o osebni asistenci. Velik uspeh je bil tudi vpis slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo leta 2021, vendar je tole prvi korak, zato kot mnogi drugi pred mano ponovno pozivam vlado, da čimprej pripravi podzakonske akte in ustavno varovano pravico spremeni iz mrtve črke na papirju v aktivno pravico. Na mestu so tudi opozorila Sveta za invalide Republike Slovenije, ki ponovno opozarja na dejstvo, da je v naši državi kar 3000 polnoletnim državljanom odvzeta volilna pravica zaradi invalidnosti. Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov v 29. členu o politični udeležbi jasno navaja, da bi morali imeti invalidi možnost, da v celoti sodelujete v političnem in javnem življenju, enako kot drugi, vključno s pravico in možnostmi, da volite in ste izvoljeni. Na pobudo nevladne organizacije je zagovornik načela enakosti ugotovil, da je možnost odvzema volilne pravice osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi diskriminacija in zato, kar sem vesela in hvaležna tistim, ki ste za to zadolženi, postopek spremembe zakona o volitvah v Državni zbor že poteka. Zavedamo se, kaj vse moramo skupaj narediti v prihodnje, čim prej. Invalidom moramo zagotoviti enake možnosti za izobraževanje, to je namreč bistveno izhodišče za uspešno vključevanje v družbo
in vstop na trg dela v nadaljnjem življenju posameznika, ki ga je prizadela invalidnost. Projekt Invalidom prijazne občine je recimo bistveno prispeval k odpravljanju ovir v življenjskem okolju, a kljub temu nas čaka še veliko dela. Še vedno preveč stavb nima dvigal in mnogi invalidi ostajate ujetniki v svojih stanovanjih brez možnosti vključevanja v okolje. Preveč centrov za socialno delo nima dostopa za invalide. Veliko je pomanjkljivosti pri dostopu do komunikacij, do informacij, audiovizualnih in spletnih medijskih vsebin, ki invalidom lahko bistveno olajšajo spremljati dogajanje v družbi. In če je moja informacija točna, na uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje že poteka poseben projekt boljše vključenosti invalidov v prejemanje informacij, ki so pomembne za vsakega posameznika, ki živi v Republiki Sloveniji. Pravica do mobilnosti oziroma dostop do javnega prevoza je zelo pomanjkljiv. Obstoječ nabor podpornih storitev v skupnosti je daleč preskromen, da bi omogočal deinstitucionalizacijo, ki jo želimo uveljaviti. Veliko pričakujemo od uveljavljanja zakona o dolgotrajni oskrbi, sprememb zakona o osebni asistenci in krepitev storitev v skupnosti. Bodimo iskreni, drug do drugega seveda ni vse slabo in tudi vse naenkrat ne gre, a omogočanje dostojnega življenja invalidom je proces, ki se, vsi to vemo, nikoli ne ustavi. Pomembno je, da se zavedamo, kje smo šibki in kako določiti prioritete za izboljšave, ki jih moramo nato postopoma tudi seveda izvajati. Izboljšati moramo sodelovanje med ministrstvi in drugimi državnimi institucijami, da bomo lahko razvijali pravičen sistem za vse invalide, ki bo jasen, pregleden, ter ne bo dopuščal anomalij oziroma da bo teh čim manj. Vrzeli so tudi na področju urejanja položaja otrok s posebnimi potrebami in pri pomoči družinam z otroki s posebnimi potrebami. Poskrbeti moramo za 900 mlajših invalidov in otrok s posebnimi potrebami, ki so trenutno nameščeni v domove za starejše. Invalidom so, tako kot mladim, stanovanja vedno bolj nedostopna, zato moramo slediti načrtom te vlade o povečanju števila neprofitnih najemnih stanovanj. Zadnje čase veliko govorimo o osebni asistenci in zlorabah pri izvajanju le-te. Obenem je treba povedati, da je osebna asistenca prinesla kar nekaj pozitivnih zgodb in seveda dobrih praks. Poraba nekajkrat presega načrtovana sredstva tudi zato, ker je trenutno v financiranje po zakonu o osebni asistenci vključeno marsikaj in ne le osebna asistenca. Zato je prav, da so se pod to vlado začeli izvajati nadzori, ki jih prej na terenu ni bilo. Nevladne organizacije, ki ste danes z nami, niste le prostor izmenjave izkušenj, ampak z izvajanjem številnih programov in dejavnosti pomembno prispevate k ustvarjanju enakih možnosti, podpirate aktivno in neodvisno življenje invalidov ter z različnimi storitvami dopolnjujete vlogo države na področju uresničevanja pravic invalidov, za kar vam izrekam iskreno zahvalo in tudi hvaležnost. Vedno bom zagovarjala sistemske načine financiranja vaše dejavnosti, saj ste nenadomestljiv cilj in del civilne družbe, na katerega se zanese veliko ljudi. Zato morate biti vključeni tudi v procese oblikovanja rešitev in drugih ukrepov na vseh področjih, ki so pomembna za invalide, saj je vaše znanje neprecenljivo in predvsem obsežno. Izvajanje konvencije o pravicah invalidov in izbirnega protokola k konvenciji spremlja tudi Svet za invalide Republike Slovenije. Invalidi želijo, da bi bil Svet za invalide Republike Slovenije s sprejemom novega zakona urejen kot neodvisno telo, skladno z zahtevami konvencije in napotili Odbora Združenih narodov o pravicah invalidov. S tem bi bili zagotovljeni ustrezni pogoji, da bi Svet za invalide Republike Slovenije učinkoviteje nadziral uresničevanje konvencije in izvajal naloge obveznega posvetovalnega foruma o vprašanjih invalidske politike. Letošnji moto obeleževanja Mednarodnega dneva invalidov je Združeni v akciji za reševanje in doseganje ciljev trajnostnega razvoja za, z in strani invalidov. Vsi skupaj moramo sodelovati in si prizadevati, da bi naredili svet in Slovenijo boljšo in pravičnejšo za invalidne osebe,
z različnimi težavami, ki pa so lahko vedno tudi priložnosti. Invalidi želite in hočete soodločati, biti vključeni in biti soodgovorni za naš svet. Želite biti aktiven del družbe in ne želite biti le pasivni prejemniki skupnostne pomoči. Invalidnost ne sme biti ovira za uresničevanje sanj in ciljev. Naša naloga je, da vam omogočimo, da razvijete svoj polni potencial in prispevate k skupnosti na enak način kot vsi ostali, vsak seveda po svojih močeh in svojih zmožnostih. Invalidi ste močni posamezniki, ki premagujete ovire vsak dan, ne le fizičnih, temveč tudi družbene, svojo voljo in neustaljivo voljo po življenju. Od vas se lahko marsikaj naučimo, vsi mi, ki takšnih ovir, kot jih imate pred seboj vi, mi preprosto nimamo. Meni osebno ste velik vzor. Srečno in lepe bližajoče se božične in novoletne praznike vam želim vsem skupaj, vsem mladim parašportnikom in parašportnicam, ki ste danes z nami in verjetno težko čakate paraolimpijske igre v Parizu, pa da se vam izpolnijo načrti, ki ste si jih zastavili, saj vsi invalidi vsak dan dokazujete, da nič ni nemogoče, če premagamo ovire v glavi. Vsi pa seveda ne smemo pozabiti na olimpijsko geslo. Pomembno je sodelovati in ne zmagati. Vem in prepričana sem, da boste Slovenijo zastopali dostojno in da se kot vsi vrhunski športniki maksimalno pripravljate na naslednje leto, ko bodo olimpijske igre v Parizu. Srečno in hvala vsem za udeležbo in naj bodo prazniki lepi. Morda še misel za konec. Jaz še vedno verjamem, veste, da je v Sloveniji večina ljudi dobrih in kamorkoli pridem, predvsem med mlade, povem sledeče. Prazniki so priložnost, da pogledamo okoli sebe, kje so tisti, ki morda potrebujejo le naš stisk roke, objem, morda košček potice za božič ali novo leto. Vsak v svoji skupnosti ve, kje so tisti posamezniki, ki so sami, ki so osamljeni. Naredimo jim te praznike lepe, tako kot sem rekla, z neko malenkostno gesto, s prijaznim pogovorom, stiskom roke, objemom. Hvala lepa. Hvala lepa predsednici Republike Slovenije.